Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dragi otroci, dobrodošli na svečanosti ob odprtju parka v Tepanju. Pričeli smo veselo z nežnim plesom naših najmlajših, z majhnimi metuljčki iz vrtca v Tepanju pod mentorskim vodstvom Polone Rečnik in Tanje Podergajs. Otroci so nam s plesom, zaslužijo si še en aplavz, s plesom so uprizorili prelet metuljev nad Rožicami, ki v parku Tepanje gotovo ne manjka. Nekako takole bi lahko z besedami opisali njihov ples po malce prirejeni otroški pesmici. Metuljček prilepi se na rožico, se metka napije, se sončka naužije. In venomer vrača se v raj, v tepanjski prelepi gaj. V tem prelepem zelenem okolju še posebej prijazen pozdrav namenjam Miranu Gorinšku, županu občine Slovenske Konjice. Seveda današnjemu gostitelju Tonetu Ofentavšku, predsedniku Krajevne skupnosti Tepanje. Bojanu Podkrajšku, poslancu Republike Slovenije v Državnem zboru. Florjanu Jančiču, častnemu občanu občine Slovenske Konjice. Predstavnike izvajalcev del, občinske svetnike, predstavnike krajevnih skupnosti, nastopajoče in seveda vse vas, dragi naši gostje, ki ste svojo prisotnostjo počastili današnji slavnostni trenutek. Seveda ni potrebno posebej poudarjati, kako pomembna je za kvaliteto bivanja krajanov Tepanja in seveda vse druge obiskovalce parka Tepanje nova, zelena in cvetoča pridobitev kraja. Park Tepanje se nahaja ob že obstoječem drevoredu lip in javorjev. Parkovni prostor se razteza na 3000 kvadratnih metrih, na katerem je zasajenih okoli 1000 zelenih rastlin, od rdeče bukve, kugličastih tis do parkovnih dreves in okoli 500 cvetočih rož, vse od vrtnic, hortenzij in sivk. V parku se nahaja fontana, pitnik za vodo, ki bo posebej v poletni vročini še kako dobrodošel, in 12 klopi za vdih, srečanje ali pa tudi zmenek. Za uvodni pozdrav in besedo prosim gostitelja današnjega druženja, Toneta Ofentavška, predsednika Krajevne skupnosti Tepanje. Gospod Ofentavšek, izvolite. Prav lep pozdrav vsem vabljenim, posebni moj pozdrav in tudi v imenu Krajevne skupnosti Tepanje. Zelo vesel sem, da vas je toliko udeležilo tega odprtja našega parka in v katerem tudi mislim, da boste odnesli kako idejo. Zdaj ne mislim veliko govoriti, bi pa rad povedal to, da razvoj kraja Tepanja oziroma te krajevne skupnosti sega globo daleč nazaj. Sega nazaj v prejšnjo stoletje izpod leta 80. Takrat so bili zastavljeni cilji razvoja kompletnega naselja Tepanja. Bilo je malo težko takrat, ker ljudje niso verjeli, da imamo toliko moči, da bomo uspeli. Jaz pa sem tisti, ki sem v sebi to moč videl
in sem upal, da bomo uspeli. In uspeli smo. Vse, kar vidite v tepanju, je praktično novo. Zgrajeno je približno v 30 letih. Preko 120-130 stanovanjskih hiš, od poslovnega objekta, trgovine, šole, vrtcev, cerkve, našega doma, krajanov, gasilskega doma in tako naprej. Seveda, v tem programu je bilo treba tudi imeti začrtan en del, v katerem se bojo pa lahko občani od časa do časa sestali, se tudi kaj pogovorili, se malo sprostili in to je tisto mesto, pred katerem danes stojimo. Ni bilo lahko, izredno je težko v teh časih, pa vendar vam moram povedati, da to niso sredstva iz občinskih proračunov ali pa državnih. Tu so zbrana sredstva od donatorjev, od nas občanov. To veliko pomeni. Seveda, ker časi niso tako dobro naklonjeni, kot so bili kdaj, ko so se projekti naredili in se potem na podlagi tega so se odobrila sredstva in se lahko kaj zgradilo. Moram povedati to, dragi občani, da če tega parka ne bi bilo zgrajenega, tudi niti enega kvadratnega asfalta ne bi mogli biti drugje narejenega. Ker, kakor sem že povedal, to so sredstva, ki so namensko od nas vseh bila zbrana in jih še tudi izbiramo. Do takrat seveda pa tudi ne morem povedati številke, lahko bi rekel samo to, da ne bo majhno. Ja, seveda, ker je bilo pa kar nekaj izvajalcev, pa sem si moral tule malo zabeležiti, da ne bi kjer ga spustil. Projekt za ta park je izdelal arhitekt Igor Žnidar iz podjetja Doming iz Maribora. Čeprav smo ga malo po svojih idejah dopolnjevali, on je naredil kar nekaj idej, pa moram povedati, za tepanje prebogate. To mora pasati v naš kraj in smo ga tam pa tukaj morali malo nazaj, pa kako stvarco malo zamenjati. Pa mi ne bo zameril. Izvajalci del, glavni izvajalec vseh teh del tukaj jih je prevzel Vitim, d.o.o. Slovenske Konjice, to je direktor Vezjak Gorazd. Gorazd je mlad direktor, moram ga pa pohvaliti, da tudi je izredno sposoben. Ve, kaj dela in ve, zakaj se gre in tudi ve, kaj ljudje želijo in kaj v tisti kraj paše. Imel je pa tudi podizvajalce. To je bila hiša Žan, gradbeništvo. Tu noter je bilo prepeljane zemlje okrog 16 kamionov, ostalo odpeljano in novo noter. Noter je skritih kilometre kablov, zalivalnega sistema in vsega tega, da vse to deluje. Potem je bil Branko Malič, SP, ki je delal vse te obrobne zadeve okrog, da nam ne bo trava predaleč prerasla noter v lepe zasaditve. In pa elektro dela z razsvetljavo je bil Elektro Unimont, DD,
Slovenske Konjice. Neka ideja, malo neke zasnove, malo nekih stvari, ki so vse, ko jih vidite iz kamna, od fontana in vseh teh stvari, klopi, je bila pa moja malenkost. Zakaj ta park? Ta park ni namenjen temu, da bomo trgali rože, kolesarili noter, igrali žogo, trgali cvetje in tako naprej. Ta park je mišljen vam, vsem občanom, vsem tistim, ki boste obiskali, ki pa bodo tudi v bodoče obiskali ta kraj, da pridejo lepo v en lep urejen prostor, cvetoč, da se lahko v miru usedejo in da lahko tudi v miru kaj dobrega razmislijo. In slabe stvari, ki jih imajo, pa izkušnje, takrat pustijo na stran. To je smisel tega. V nasprotnem primeru, se pravi, ta del tukaj ne bi imel svojega učinka. Še enkrat, da ne bi bil predolg, prav lepa hvala za vaš obisk in vas vabim, da si večkrat pridete tu pogledat in si večkrat daste malo mirne duše za vaše življenje. Hvala lepa. Hvala tudi gospodu Ofentaušku za glasbeni predah, pa vabim na prizorišče plesalce iz plesne šole Lara. Župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, Tepančanke in Tepančani, cenjeni gostje. V teh dneh pred občinskim praznikom je kar nekako lep občutek, kajti marsikaj se dogaja. Marsikakšno novo pridobitev smo uspeli pripraviti do tiste faze, ki rečemo rezanje traku. Pa če kar začnem z objektom v Špitaliču, pred dnevi tistih nekaj kvadratnih metrov asfalta v Konjicah, obnovljena lekarna v Konjicah, danes prenovljena telovadnica osnovne šole v Ločah. Vse to so pridobitve, ki so namenjene k temu, da mi vsi skupaj imamo boljše pogoje za življenje. Pa vendar vse te materialne stvari, kvadratni metri asfalta in podobno, ne naredijo človeka zadovoljnega. Potrebno je nekaj več. Tisti občutek, da človek lahko izrazi ponos in pripadnost kraju. In ravno Tepanje je takšen primer kraja, kjer ste lahko ponosni, da ste Tepančani, da živite tukaj, da ste zadovoljni ljudje. Kajti že predsednik krajevne skupnosti mi je malo načel temo, če se jaz spomnim leta 70 ali pa 75, kako je ta kraj izgledal, in če bi mi takrat nekdo rekel, leta 2015 bomo pa tule odpirali park, bi ga malo čudno pogledal. Pa vendar, pri vsaki stvari, ki se človek loti, je potrebno imeti idejo, vizijo in na njej vztrajati. Samo tako se nekam pride. Samo tako se lahko na koncu pohvalimo
z izdelki, kot je urejeno krožišče tamle v Tepanju, kot je današnji park. In to vizijo že dolga desetletja ima vaš predsednik Sveta krajevne skupnosti in uspešen podjetnik, gospod Tone Ofentavšek, za kar mu na tem mestu še enkrat iskreno in iz srca čestitam, da je takšen vizionar in da vztraja že nekaj desetletij. Seveda pa vse te njegove ideje mora nekdo pripraviti do te oblike, da lahko drugi znajo po teh načrtih delati. Zato tudi iskrene čestitke projektantu in pa tistim, ki ste vložili svoje znanje in ves trud, da je današnji park takšen, kot je, v ponos vsem. Čestitke izvajalcu. Čestitke izvajalcu in vsem tistim, ki so mu pri tem pomagali. Vam vsem skupaj pa iskrene čestitke in želja, da s ponosom uporabljate ta park, da si polnite baterije in napolnite svoje duše s tem, da se tukaj usedete, se odpočijete, kajti se veste, vsakodnevni napori zahtevajo fizične in tudi drugačne napore in tukaj si lahko izvrstno napolnite baterije. Uživajte v tem parku, kot sem dejal, čuvajte ga in ponosni bodite, da ste Tepenčani. V nadaljevanju pa bomo prisluhnili deklamaciji z naslovom Park. Posebej za to priložnost sta jo napisala Žan Detiček in Rok Petrič, ki jo bosta tudi povedala. Žan in Rok, vabljena. Park. V Tepanju park so naredili, da bi se v njega vsi zapodili. Park so en mesec gradili, da bi po njem vsi hodili. Fontana v parku zdaj stoji, da se kakšen ptiček v mrzli vodi ohladi. Potke iz betona so, da po njih hodimo. V parku rastlin veliko je, da okolico krasijo vse. Trava majhna je bila, zdaj je že velika, hišnik pokosil jo bo, da bo kot se šika. Park v Tepanju zdaj imamo, da v njem se igramo in na klopcah malce pokramljamo. Ker pa na osnovni šoli Tepanje zares radi plešejo in učenci v popoldanskem času prav tako na šoli obiskujejo tudi plesne vaje še ene plesne šole, ki se imenuje Zamigaj z nami, vabim plesalce od 1. do 5. razreda osnovne šole Tepanje pod vodstvom Danijele Stanojevič, da nam zaplešejo tudi te svoj ples. Sledi prerez traku in uradno odprtje parka Tepanje. K odprtju vabi Mirana Gorinčka, župana občine Slovenske Konjice in Toneta Ofentavška, predsednika krajevne skupnosti Tepanje.